Jaka je vesel, razigran in srčen 9-letnik, ki hodi v 4. razred osnovne šole. Od drugih 9-letnikov se razlikuje po tem, da njegova bitka ni otroška igra ali računalniška igrica, ampak resnična bitka z redko boleznijo, ki je noben otrok ne bi smel poznati. Jaka ima duševno mišično distrofijo, kar pomeni, da mu mišice odmirajo. Dlje, ko čakamo, se pravi, dlje, ko Jaka ne dobi zdravila, več mišic mu odmre. Katere te mišice, ko odmrejo, tudi zdravilo ne zbudi več nazaj. Zaradi tega je ta čas, ko on ne prejme zdravila, zelo pomemben za nas. Mi ga hočemo čim prej, da ohranimo čim več mišic, da bo čim boljši rezultat in da bo čim boljše okrevanje. Zaradi tega se nam mudi časovno. In če ga mišice pešajo, pomeni, da njemu tudi srce začne bolj pešati. Ko ene mišice odnehajo, se bolezen počasi premika proti drugim in ko enkrat zunanje mišice odpovejo, gre na notranje, kar pelje tam, kamor mi pač ne želimo, da Jaka pride. Bolezen neizmerno hitro napreduje. Iz meseca v mesec se Jaku stanje vidno slabša. Pred nekaj meseci je lahko prehodil 1,5 kilometra, zdaj pa le še tretjino te razdalje, a kljub vsemu Jaka ostaja 9-letnik. V šoli imam najrajši likovno umetnost. Včasih rišemo, pa iz papirja delamo kipe. To v šoli mi vsi pomagajo. Nesejo mi torbo, pa tudi včasih grejo z mano na dvigalo. Ima tudi mlajšega bratca, s katerim se najrajši igra. Oskar mu je ime. Kaj pa delate najrajši skupaj? Zunaj brcava žoga. Jaka in Oskar igrata poseben nogomet, ki je malo počasnejši in prilagojen Jakovim zmožnostim. Ko bo Jaka ozdravil, ima le eno preprosto željo. Da bi z bratcem igral nogomet. Jaka ima že pri teh osnovnih opravilih, se pravi pri oblačenju, problem. Ker on, če mišica ne dela, da si natakne gor nogavico, je umetnost. Ni to tako kot pri nas, ker pač nam je to nekaj samoumevnega. Pri njemu je pač to projekt. In vstajanje stav, njemu je treba pomagati. Zaradi tega si tudi želimo, da ga čim prej dobimo to zdravilo, da se... V Evropi zdravljenja za Jakovo bolezen še ni. Zdravilo pa obstaja v Ameriki. Zdravljenje pride 2,5 milijona. To pride enkrat na infuzijo v njegovo telo. Po tej infuziji zdravilo je vezano na virusni vektor. Ta virusni vektor se preko infuzije prenese na njegov genski zapis, ga tam popravi do določene mere in se začne bolj proizvajati mikrodistrofin. Ampak to je en del tega distrofina, ki ga Jaka rabi za normalno življenje. Ampak že ta del naredi ogromno izboljšanje, kar se je videlo pri drugih otrocih, ki so zdravilo dobili. Ko otroci tečejo, skačejo na eni nogi, ki naš Jaka niti pomisliti ne more, da bi sploh probal. Prvi znaki bolezni so bili skoraj neopazni, a sčasoma sta starša začela opažati drobne razlike. Kot dojenček je pač minimalno zaostajal za vrstniki in ni bilo opaziti nič kaj tako zelo posebnega. Potem pa je okrog 3., 4. leta pogosto začel šepati, govoril je, da ga nogice bolijo. In potem, ko smo začeli to raziskovati, je bilo kar nekaj pregledov potrebnih, da smo prišli do diagnoze duševno mišična distrofija. In takrat se nam je pač sesul svet. Jakova starša Katja in Robi dajeta vse od sebe, da bi Jaku rešila življenje. Ko sva izvedela za diagnozo, sva potem nekako začela iskati informacije, kako mu lahko pomagava, ker starš bi pač takrat vse naredil za svojega otroka. In ko sva videla, da pač je to zdravilo v Ameriki odobreno, smo se pol
kar odločili za to akcijo, ki pa je zelo naporna za vse nas, no. Veliko je dogodkov, snemanja in to kar vpliva na našo družino in na ritem. Potem je pa še ta bitka s časom, ko pač se nam mudi, da bi Jaka res čim prej dobil zdravilo. Zelo žalostno je to, da na primer morajo državljani pomagati pri zbiranju denarja, pa da se moramo ukvarjati z zamaški in raznimi zadevami in stojnicami pri stvari, ki bi jo mogla država poskrbeti za svoje državljane. Ne bi smelo priti do tega, da moramo mi zbirati denar za plačilo zdravila, ampak to bi mogla država pokriti, brez da sploh pomisli na to, da ne bi. Ne pustimo Jaka na cedilu tudi mi, pomagamo mu lahko na različne načine. Jaka in njegovi bližnji so iz srca hvaležni vsem, ki pomagajo. Lahko pošljejo SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919. Podatke o tekočem računu, o nakazilu pa najdete na naši spletni strani pomagajmojaku.si. Veliko informacij najdete tudi na naših družabnih omrežjih, kjer objavljamo zgodbe o Jaku. Kakršnakoli pomoč, prostovoljci, donacije, organizacija dogodkov. Za kakršnokoli pomoč bomo zelo hvaležni in jo zelo potrebujemo. V sredini februarja je Državni zbor sprejel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. Jaka in njegova družina so veseli, da so se stvari začele premikati tudi za otroke z redkimi boleznimi, a žal Jaka nima časa čakati in upati na odločitev države, ali bo sredstva prejel ali ne. Prav zato je Svetovni dan redkih bolezni še bolj pomemben, da nas opomni, da tu ne gre za bolezni in zakone, ampak da za vsako tako diagnozo največkrat stoji otrok. Otrok in njegova družina, ki se borijo za njegovo življenje. Zato ob tej priložnosti stopimo skupaj in Jaku pomagajmo. Njemu in njegovi družini podarimo upanje. Naj čutijo, da niso sami. Pošljite SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919.